Cenjeni gledalci, na Spletni TV začenjamo z novo rubriko prispevkov, v katerih vam bomo predstavili pravila slovnice slovenskega jezika. Vsak jezik ima svoja pravila. Tudi znakovni jezik ima svoja pravila, vendar so precej drugačna od pravil slovenskega knjižnega jezika. Kaj je pravzaprav slovnica? To so pravila nekega jezika. Vsaka stvar ima svoja pravila. Tudi košarka, na primer, ima svoja pravila. Slovenski gluhi košarkaši so nedavno na evropskem prvenstvu v košarki osvojili zlat pokal. Postali so prvaki. Gluhi lahko tako dobro obvladajo tudi slovenski knjižni jezik. Samo spoznati morajo pravila igre tega jezika. Ta pravila bomo skupaj spoznavali na zabaven način. Poglejmo si en primer spreganja. Lahko rečemo: Tone dela. Kadar govorimo, da nekdo nekaj dela ali da se z njim nekaj dogaja oziroma je, potem uporabimo glagol. Glagole spregamo. To pomeni, da pri glagolu spreminjamo osebo in število. Tone dela. V našem primeru glagol dela izraža tretjo osebo ednine. Narobe pa bi bilo reči: Tone delata. To je napačno, ker je kršeno slovnično pravilo. Tone je ena oseba, glagol delata pa odraža tretjo osebo dvojine. Zdaj pa si poglejmo osnovni spregatveni vzorec. Delati. Delam. Delaš. Dela. Delava. Delata. Delata. Delamo. Delate. Delajo. Glagol v prvi osebi ednine delam se nanaša name. Glagol v drugi osebi ednine delaš se nanaša nate. Glagol v tretji osebi ednine dela se nanaša nanj ali nanjo. Slovenski knjižni jezik potem pozna še dvojino in množino. Sedanji glagola biti spregamo takole. Sem. Si. Je. Sva. Sta. Sta. Smo. Ste. So. Kadar nagovarjamo odrasle osebe, ki niso naši bližnji sorodniki, prijatelji ali dobri znanci, rabimo glagol v množini namesto v ednini. To je vikanje. Gospod, ali mi lahko, prosim, poveste, koliko je ura? Dober dan, gospa soseda, kako ste danes? Če bi neko osebo, zlasti starejšo, ki je ne poznamo, takole nagovorili in jo tikali, bi bili lahko zelo nevljudni in žaljivi. Tako,
Danes smo z uvodom v naš jezikovni kotiček pri kraju. Vabimo vas, da se nam pridružite naslednjič, ko bomo spoznali še nekaj pravil, ki se jih uporablja pri glagolih oziroma pri tistih besedah, s katerimi povemo, kaj nekdo dela, kaj se z njim dogaja ali je. Do takrat pa lep pozdrav!